Dober dan. Dan se bom mogoče zdel ful nahajpan, to pa zaradi tega, ker imam eno, po mojem mnenju, ful carsko študijo dan za pregled. Študija je v bistvu čisto nova, stara je komaj 3 mesece, govori pa o tem, kaj je boljš za optimalno povečanje mišične mase, a je boljš hipertrofično orientiran trening plan ali je bolj hipertrofično / na moč orientiran trening plan. Na hitrico si bomo pogledali, kaj hipertrofija sploh je. Hipertrofija, čisto na kratko, je v bistvu povečanje debeline mišičnih vlaken. Poznamo bolj še eno verzijo, ki se reče hiperplazija, oziroma hiperplazija, ne vem, kako se naglasi. To je pa v bistvu povečanje števila mišičnih vlaken in ne debeline. Zdaj vse služi svojemu namenu in je oboje dobro delati na določenih nivojih tvojega performansa, ampak danes bomo govorili o hipertrofiji. Zdaj, povečanje debeline mišičnih vlaken, se pravi hipertrofija, bo v prvi vrsti doprineslo k temu, da bomo izgledali večji. Se pravi to, kar iščejo bodybuilderji. Večje mišice. Bo pa tudi pomagalo pri povečanju mišične moči, to pa zaradi tega, ker bojo mišična vlakna prvo kot prvo bolj debela in bojo že sam s tem malo močnejša, plus tega, da bojo lahko shranila večje količine substratov, ki so potrebni za krčenje oziroma pač pol raztezanje samih mišic. Zdaj, trenutno se v literaturi kaže, ko govorimo o hipertrofičnem načinu povečanja mišične mase, da ni neke razlike med tem, koliko ponovitev pa koliko setov izberamo, ko govorimo o hipertrofiji, če je princip izvajanja vaj do mišične odpovedi. Se pa kaže tudi to, da ko izenačimo, ne vem, število serij pa število ponovitev, imajo pa rahlo prednost tisti, ki delajo z večjo kilažo. Osebno mislim, da je bil tudi povod za to študijo. Zdaj, prva stvar, ko mi je bila pri študiji najbolj všeč, je bila to, da so uporabili moško populacijo, ki je bila že v treningu moči ene par let. To pomeni, da niso bili neki novinci, ki bi z skoraj kakršnim koli načinom izvajanja vaj dobili neke nore gainse, ampak so bili neki napredni ljudje, ki so imeli že par let treninga za moč za sabo. V primeru te študije je bilo to na začetku 38 ljudi, poleg je 12 odpadlo zaradi določenih razlogov, pač različnih, se pravi jih je bilo na koncu 24. Teh 24 so pa pol razdelili v pare, gledali so pa, da ima čist vsak par čim bolj podoben obseg vastus lateralisa. To je ta mišica, ko se bo zdaj tule gre pokazala, v bistvu najbolj zunanja mišica naših kvadrov. In pol sta bila vsak izmed tega para razdeljena naključno v vsako svojo skupino. Ena skupina je bila hipertrofično orientirana, bom bolj tudi povedal, kako točno je trening izgledal. Tu je bila povprečna starost 23 let, plus minus 3 leta, kilaža je bila 76 kg, plus minus 7 kg, višina je bila 178 cm, plus minus 7 cm, in pa povprečno so imeli 4 leta izkušenj v trenažnem procesu pač kot trening za moč. Pa so imeli pa drugo eksperimentalno skupino, je bila pa v bistvu skupina, ki je bila v prvem delu bolj orientirana v razvoju moči. To je bila pa povprečna starost isto 23 let, plus minus 4 leta, 76 kg je bila povprečna teža, plus minus 8 kg, povprečna višina je bila 176 cm, plus minus 5 cm in povprečno so imeli 5 let izkušenj v treningu za moč. Zdaj, prva stvar, ko jo lahko v bistvu opazimo, je, da so te povprečne številke bile ful podobne, kar je super, kar pomeni, da bo študija lahko še bolj natančna. Je pa še ena stvar, ko so jo v bistvu imeli kot navodilo, da so v tem času, ko so bili v tej študiji, pa pred testiranji, niso smeli kaditi, pa niso smeli piti alkohola. Se pravi, teh dveh stvari so se mogli zadržati, plus 72 ur pred testiranji so se mogli v bistvu zadržati nekih visokointenzivnih treningov, zaradi tega, da so bili res čim bolj zregenerirani, pa da so bili pač testi čim bolj legit. Ok, in kako so si pol v bistvu zamislili ta trening plan oziroma celotno študijo? Trening je trajal 8 tednov v obeh dveh skupinah. Razlika je bila samo v tem, da tista skupina, ko je bila na začetku orientirana za moč, so prve 3 tedne izvajali bolj trening za moč in ne klasične hipertrofije. Druga skupina je pa 8 tednov izvajala klasično hipertrofijo skozi. Zdaj v nadaljevanju se bojo tule gor pokazali grafi, pa bomo lahko natančno pogledali, kaj se je točno zgodilo, ampak čisto na kratko. Povečali so v obeh dveh skupinah in mišično moč in mišični prerastek, s tem, da v skupini, ki je bila v prvih 3 tednih orientirana bolj na moč, so za več povečali oziroma so bolj povečali mišično moč in mišično maso, kljub temu, da je bil povprečni load pol skozi 8 tednov manjši pri tej skupini, kar je ful zanimivo in si bomo tudi v nadaljevanju pogledali. Ok, zdaj pa če pogledamo bolj natančno tu, ker se bo zdaj pokazal graf, če pogledamo bolj natančno iz vidika mišične mase oziroma povečanja mišične mase.
V obeh dveh skupinah so povečali, s tem, da skupina, ki je delala 8 tednov sam hipertrofijo, je povečala mišično maso za približno 4,2%. Skupina, ki je pa v začetku delala prve 3 tedne moč, je pa povečala mišično maso za 6%. Kar je bilo v prvi vrsti ful zanimivo glih zaradi tega, ker če štejemo povprečni volumen, ki so ga oni delali na teden, oziroma povprečni volumen, ki so ga delali v vseh 8 tednih, je bil v tej skupini, ko so več oziroma bolj povečali mišično maso, je bil manjši. Če pa pogledamo zdaj tudi graf za moč, tu se še pa v bistvu bolj opazi razlika. Imeli so dva testa. Prvi test je bil počep zadaj, se pravi, da je štanga odzad na ramenih, drugi test je bil pa ekstenzija kolena. In ugotovili so, da se je pri počepu razlikoval prirastek moči za 6%, kar je po mojem mnenju ogromno, še posebej, če gledamo iz tekmovalnega vidika. Zaradi tega, ker če si tekmovalec, pa je tvoj maksimalni dvig na tekmovanju 130 kg, ali pa, če povečamo za 6%, se pravi, kar se je zgodilo v uni skupini, je tvoj dvig kar naenkrat 137 kg. Kar se mogoče ne čuje tako velik 7 kg, ampak če si tekmovalec, pa če si kdarkoli v fitnessu delal počepe, pa si šel do maksov, veš, da je pol kile naredi veliko razliko, oziroma je veliko teže dvigniti, oziroma mogoče celo ne moreš dvigniti. Tako da, 6% je po mojem mnenju ogromno pri počepu. Isto se je pokazalo pol tudi pri iztegu kolena in celo skoraj čist isti procenti, kakor na oko vidimo iz tega grafa. Isto je bila razlika v skupinah za 6%. Se pravi, tista skupina, ko je na začetku delala trening za moč 3 tedne, je v bistvu povečala maksimalni izteg kolena za 6% v primerjavi za skupino, ki je delala sam hipertrofično. Ok, zdaj si pa lahko pogledamo, kaj so zaključili. Prva stvar, ko je bila osebno meni najbolj zanimiva, plus raziskovalcem tudi bom tule tudi delil izsek, je bilo to, da je bil, tako sem prej rekel, povprečni load oziroma pač volumen je bil manjši v skupini, ki je bila v prvih 3 tednih orientirana bolj na moč, ampak je bil vseeno prirastek mišične mase tudi višji. Ne bi bilo toliko čudno, če bi bil prirastek mišične moči, tako je pa se tudi mišična masa povečala v tej skupini bolj. So tudi omenili, da se to v bistvu sklada z prejšnjimi študijami na treniranih ljudeh, kar naredi te rezultate še bolj močne. Razlog za to, da se je pa v tej skupini pač bolj povečala in moč in mišična masa, je pa verjetno zaradi tega, ker se poveča mišična aktivacija. Ko ti povečaš mišično aktivacijo, boš pol, ko boš delal hipertrofične ponovitve, veliko bolj učinkovit. Zaradi tega, ker ne vem, kako bi temu rekel, telo zna boljš aktivirati mišična vlakna, oziroma prej aktivira večjo količino mišičnih vlaken in zaradi tega je verjetno tudi hipertrofija na koncu višja. Mišična moč je skoraj 100% zaradi tega višja. To tudi omenijo v študiji. Čist na koncu je pa potrebno omeniti tudi to, da podobne študije, ki so pa bile narejene na nekih novincih v treningu za moč, to pomeni, da nek začetnik prije pa začne delati pač prvič v svojem življenju trening za moč karkoli, ali hipertrofično, ali maksimalno moč, kakorkoli to združuješ pri novincih, je v približno 8 do 12 tednih se pri protokolu ne razlikuje količina povečane mišične mase oziroma mišična moč, zaradi tega, ker pač novinci so hiperodzivni na trening za moč in ful hitro povečajo mišično maso in mišično moč, če se trening dela tako, je treba. Oziroma, tudi če se trening ne dela tako, je treba, s tem pač lahko povzročimo tudi poškodbe, ampak novinci so na trening za moč ful odzivni. Predvsem moški. V glavnem, to je to. Teda, če se odločate, da boste naredili nek trening plan za povečanje mišične mase, pa tudi, če vam mišična moč, da ste na koncu pač, da več dvigneš, ni toliko pomembna, jaz še vseeno priporočam, da se ukorporira 2 do 3 tedne na začetku mišična aktivacija. Zdaj, mišična aktivacija se lahko doseže na več načinov. Prvi način je, da narediš tako, ko so delali teti, se pravi 1 do 3 ponovitve, pa veliko pauze, pa ne vem, 5-4 serije. Drugi način, ko se ga lahko doseže, je pa z nekimi eksplozivnimi gibi, nekimi pliometričnimi gibi. Tako da imaš več načinov, kako dosegati mišično aktivacijo in ko to 1, 2 do 3 tedne delaš, greš pol na hipertrofijo. In ko boš na tak način naredil, je zdaj ta študija ful lepo pokazala, da je prirastek in mišične moči in mišične mase ful višji. Pol, ko si pa enkrat napreden, tako pač jaz delam in z začetniki in z naprednimi ljudmi, tam pa ponavadi med hipertrofične ponovitve dodajamo izometrične zadržke. O izometriji sem pa tudi že večkrat govoril, pa bom vspod delil eno študijo, ko mi je ful všeč v opis tega videa, ki je v bistvu pokazala tudi to, kar sem že 100krat povedal, da se, ko dodamo izometrično obremenitev med hipertrofične gibe, oziroma med hipertrofični način delanja vaj, se prirastek moči konc 4 ali 6 tednov poveča za 20 do 30%, kar je pa ful velik. Lahko malo kombinirate, se pravi na začetku maksimalna moč, pol pa hipertrofija v kombinaciji z izometrijo. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil všeč, lahko pustite komentar ali pa like.
kar ful pomaga mojemu kanalu, plus da če še nisi naročen pa gledaš moje videe, bi bilo super, če se naročiš na kanal. Prvo kot prvo boš ti hitreje videl obvestilo, oziroma pač takoj, ko bom naložil, boš lahko šel video pogledat, drugo pa naročnine, oziroma pač da se subscribeš, ful veliko pomenijo, zaradi tega, ker pol algoritem tudi moje videe mogoče malo prej izpostavi, če se podobna tematika išče, ki je na Google ali pa karkoli. Teda to bi mi ful pomagalo. Če imaš kak kontraargument, tudi prosim pusti komentar ali pa mi piši zasebno, če nočeš v komentar, zaradi tega, ker ful rad predebatiram stvari, ampak mislim, da je ta študija res lepo pokazala. Res je pa tudi, da lahko jaz kaj pozabim izpostaviti, pa prosim tudi, če me to popravite. Študija sama v PDF obliki bo objavljena v Patreon skupini, drugače pa so itak tule izseki od študije skozi leteli. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!